Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, to je prva oddaja leta 2018, tudi oddaja, kjer nimava gosta, tako da bova naredila en tak pregled za nazaj, kaj se je zgodilo okoli BIM-a in okoli BIM pogovorov v letu 2017 in pa jasno pogledala, kaj vse čaka naju in jasno najne poslušalce v pravkar začetem leta 2018. No, Robi, en ali pa dve stvari, ki si jih nekako najbolj zapomnil leta 2017. A to, kar se BIM-a tiče? Ja, recimo, ne? Ja, to sem jaz že razmišljal v bistvu cel drugo polovico leta. Kar se meni zdi, da je to, da je v Sloveniji zdaj v letu 2017 se zgodilo to, da smo malo te iluzije v BIM-u začeli razbijati. No? A veš ti zgraf, ko je Gartner Hype Cycle? Ja, itak, ja. No, se mi zdi, da prejšnja leta sem bil še tam na vrhu, se sploh ne vem, kako se to prevede, no, ampak neka previsoka pričakovanja smo gojili pa tako naprej. No. Zdaj mi pa zdi, da se je letos v 2017 začel tam prevešati v tisto, kako oni rečejo, dolina razočaranja. Ampak to ni nujno pač razočaranje v pravem pomenu besede, ampak dejansko pač na realna tla smo prišli, no, ko bi rekel, pa vsaj kaže se v to smer. Vsi vidimo, da so prednosti pa tak naprej, ampak tista prevelika začetna pričakovanja so se pa nekako razblinila. No. Kaj pa tvoj občutek? Glede tega? Ne, to glede tega pa kak bi ti opisal leto 2017? To, kar si zdaj rekel, morda niti ne vidim čisto tako, ne? Ja, v bistvu je odvisno, s kom se pogovarjaš, ne? Glede, bom tako rekel, ne, ko sem tole nekako sva pripravljala, kaj bomo danes sploh povedala, pa sva naredila nekako seznam dogodkov. Glede na število dogodkov, bom rekel, da smo zelo nahajpani, ne. Da so se kar nekako rodili neki novi in vedno več jih je in vsaj v zadnjih 6 mesecih 2017 je bilo teh dogodkov ogromen. Ker morda, recimo, kaže na to, da bi številni radi nekaj na tem počeli. Je pa, ja, delno se strinjam, ne, da pa realnost nekako vodi pa morda v neko tako streznitev, pa resen načrtovan nekako načrtovano delo za to, da bo BIM zaživel v praksi, da v bistvu to nekako ne bo več neko novost, ko se bo treba konstantno nekaj učiti pa prilagajati. Ne vem, zadeva je v bistvu načeloma zoprna, ne, ker je sicer, tako kot smo že večkrat ugotovili, nek proces, ampak ta proces nima nekih zelo takih začrtanih tirnic, ne, po katerih bi podjetja hodila, ampak mora najbrž vsak neko svojo pot iskati in to recimo je tisto, se mi zdi, da je spoznanje predvsem pomembno za vse, da enostavno enega recepta, po katerem bi to uvedel v samo prakso ali pa v neko podjetje, enostavno ni, ampak je treba začeti praskati in se učiti na napakah lastnih in jasno tujih. In jaz vidim, da to je glavna korist vseh teh dogodkov, ko so se zgodili, ne, v letu 2017. Se pravi teh, ki so nekako z BIM-om povezani, je predvsem to, da je pač neko zavedanje o delitvi znanja in izkušenj, ki jasno pomaga skupnosti kot taki na koncu. Ne? No, sej, moj komentar moraš gledati v tej luči, no, da smo v tem letu prvič slišali tudi predavanje, ker so govorili o težavah. Ne.
to, ne, bolj tako, ne zdaj, da je BIM za nič, ne, sploh ne, ampak tista previsoka pričakovanja začetno mogoče, no, so malo... Ja, se mi zdi, tako, ne, je bilo najbrž od tistih, ki recimo so nekako bežno pogledali BIM, ali pa so bili na kakšnem predavanju, kjer je bilo recimo tako zelo izpostavljene pričakovanja in koristi, je morda to res šel lahko stran in rekel, ne, tole je pa res recept za uspeh in gradbeništvo gre v tukaj samo še navzgor in sky is the limit, ne. Pa če pogledaš gradbeništvo kot tako, kjerkoli gradbišče, mislim, da se nekaj prav dosti spremenilo, ne. Vsaj navzven, ne. Ja, tako, no. Vsaj zaenkrat ne, ampak kar pa ne pomeni, da se še ne bo, ne. Ja. No, zdaj, če bomo enkrat BIM dobili, ki bo povezan z, ne vem, ali pa nadgrajen, ali pa kakorkoli hočeš temu reči, s kakšnimi roboti in ne vem kaj še vse, ne, kaj bomo začeli srečevati na gradbiščih, potem bomo res rekli, da to je pa res spet nek kvalitativen preskok. Do takrat pa se lahko samo še se pogovarjamo in jasno štejemo napake in gledamo, koliko je zdaj to boljš. Ampak ne vem, sama gradnja je gradnja tako, kot je bilo 2016 ali pa zdaj 2017, pa 2018 tudi ne vidim kakšne blaznega preskoka na tem področju. Ja, no, ampak tukaj pa vseeno moramo povedati, da se je tudi že gostje letos opozorili, da se tudi na gradbišču spreminja, da prihaja računalnik tja, pa da modele obračajo, pa si razsvetljujejo stvari, ampak ni to še pravilo, se pa že dogaja, ne. No, ja, definitivno, se strinjam. No, si pa že sam malo začel, da je bilo ogromno enih dogodkov zdaj v 2017. Jaz bi rekel predvsem v drugi polovici leta, no. V prvi polovici je bilo malo zatišja, pa druga polovica je bilo pa praktično na 14 dni. Ja, tako da je bil, prosto sem ti skočil besede, občutek sem imel, da so si kar malo po prsti hodili, ne? Ja, to je res, ja. Jaz mislim, da ne vem, kaj bi ti rekel, da je najbolj pomembna stvar v letu 2017, ko se je zgodila v BIM-u v Sloveniji. Ja, ne vem, lahko tukaj se mi zdi izpostavimo dve stvari, ki sta nekako še, recimo, da jih neka ožja skupina razvija. Se pravi, ta neka BIM strategija v Sloveniji in pa nek BIM priročnik. Zdaj, nekaj od tega je bilo slišati in videti na CBIM konferenci. Jaz sem tudi že tam izpostavil neko dejstvo, da recimo pri dveh tako pomembnih stvareh bi vseeno morali zadevati nekako bolj odprto, bolj v nekem tak javnem ali pa bolj širokem dialogu, tudi v začetku, ne? Tudi takrat, ko stvari še niso doročene, ko se še išče, kaj in kako zapeljati se skupaj, mislim, da bi ta neka širši krog ljudi ali pa bolj javna debata pripomogla k temu, da bi ali stvari hitreje stekle ali pa predvsem stekle nekako v pravo smer, takoj od začetka. Ja, no, to se definitivno strinjam, da zdi se mi, no, da ni neke javne debate o teh dokumentih, čeprav oba osebno poznajo vse, ali pa vsaj večina ljudi, ki sodelujejo pri pripravi vseh teh dokumentov, ampak vseeno se mi zdi, da bi bilo treba malo širšo debato vzpostaviti, no. Ne zdaj spet po slovensko, da se bomo pogovarjali 2 leti o tem, pa bo že vse mim, ampak mogoče vsaj kak dogodek, da se izmenjajo mnenja pa tako naprej. Moram biti pa tudi poštena pa povedati, da so ustvarjalci teh dokumentov obljubili, da ko bo enkrat to javno, da bi ne bil nek čas za dajanje pripomb, ampak
bomo videli, kaj bo iz tega. No. Ja, pa v bistvu dobro, ker so začeli o tem govoriti, da naj poslušalci kakorkoli narobe razumeli. Ne? To ni recimo neka želja, da bi naj kakorkoli vključili v to. Ne, sploh ne. Ne, ker se niti mislim, da ne čutva poklicana, niti v bistvu zato, da bi takšno strategijo sprejemali. Pa, vem, je pa super, ne, če lahko pač vidiš, da lahko malo pokomentiraš, da se lahko pogovarjaš in mislim, da nek tak neke ideje bi tle morale biti bolj javno nekako opredeljene ali pa izpostavljene. Čeprav, kot si rekel, v bistvu poznajo večino tistih, ki nekako pri tem sodelujejo, ampak zmeraj mislim, da je znanja v praksi, pa tudi nekje na izobraževalnih organizacijah v bistvu veliko in mislim, da bi morali to nekako vključiti v oba dokumenta, ker mislim, da si to zaslužita zato, da ne bomo dobili v bistvu stvari, ki so recimo dejansko, ne bom rekel copy-paste kakšnih drugih takšnih strateških dokumentov iz tujine, ampak ne vem, Slovenija vseeno malo posebna, se mi zdi. V dobrem in slabem pomenu lahko. No, jaz osebno si ne želim še ene strategije ali pa enega dokumenta, ki bo sam sebi namenjen. To je vse. Ampak je pa vsekakor v redu, da se tudi v tej smeri premika, ker rabimo to. No. Absolutno. Ne, še najbrž je jasno najslabše, da prvič Slovenija BIM strategije nima. To je najslabša varianta. Se pravi, karkoli bo, je sigurno korak naprej. Glede priročnika je pa to tako, da takšne stvari v tujini že obstajajo, ampak še zmeraj je nekako treba smiselno prilagoditi slovenskim razmeram, slovenskemu stanju in v nekih upravnih enotah do pač dejstva, koliko velika podjetja v gradbeništvu delujejo v Sloveniji in podobnim stvarem. Ne? Tako da zato pač ne moramo kar copy-pastati vse povprek. Ne? Ja. No, kaj pa, če bi zdaj šla malo bolj na pozitivno, začela malo s pozitivno noto, pa bi malo povzela dogodke, ki so vsaj midva se jih dotaknila letos. Ne vem, v bistvu sva naredila nek spisek, se mi zdi tistih, za katere veva, skozi katere so delno tudi udeležena. Enih so se udeležila, nekje aktivno, ene ne, ampak v bistvu teh, koliko so jih naštela tukaj, 1, 2, kaj jih je 10, 2, 4, 6, ne, 8 so jih tukaj naštela. Ne. S prvim, ki je bil na IZS-ju BIM v inženirski praksi, ta je bil maja 2017. No, tam sem jaz neko predavanje CDE o Common Data Environment. Kaj ne rečem v bistvu? Poanta tistega predavanja je bila bolj v tem, da ne moramo razumeti v bistvu CDE kot, ne vem, sam. Da to je spet nekaj, kar rešuje celo zgodbo okoli BIM-a in procesa in sledenja napak in popravkov in ne vem kaj še vse, ne. Ampak je to treba majčkeno širše pogledati in v bistvu se zavedati, zakaj to sploh počnemo. Ne? No, ampak dogodek je bil pa super. No? Mislim, meni se zdel zelo redno. No? No, ampak da so o tem že itak povedali v prejšnjih podcastih, tako da jaz bi mogoče šel kar naprej. Ne? Pol je bil BIM forum, tudi letos se je izvedel, mislim, da je bil na Bledu in to junija. Ne vem, mislim, da ta niso bila prisotna, ampak kolikor sva videla, no, je ene par strateških odločitev bilo tam sprejetih, med drugim je pol verjetno posledica tudi ta 2 priročnik pa strategija. Ne vem, bomo videli. No. Mislim, da je pametno, da ta forum je, da se pogovarjamo, vsako leto so zanimivi gosti iz tujine, vse bo pa še čez par let pokazali se bo prave učinki, no, ali pa posledice teh srečanj.
No, potem sta bila pa dva dogodka, boš ti povedal? Ja, 2 dogodka CGS-a, ne? No, Ne, 2 dogodka bivšega CGS-a. Ja, bivšega pa pol plusa, ne? Zdaj Labs pa plus, v bistvu CGS Labs Connect 2017, tako 14 dni za tistim pa CGS plus konferenca. Mislim, da je bilo kar en teden. A bil en teden? Mislim, da je samo en teden, ja. Ok, pa en teden, no. Na prvem si bil ti, jaz sem bil na drugem, tako da si razdelile malo. Ja, ne vem, jaz sem tako povedal v tej konferenci, mislim, da je tako naredila celo oddajo, no? Tako da jaz ne bi kaj več. Bi pa sam povedal, da je bilo tudi med samimi udeleženci kar malo zmede. Jaz osebno nisem vedel, na kjer dogodek sem se prijavil, no? Ker je bilo res v enem tednu, najprej sem mislil, da so se v datumu zmotili, pa v glavnem. Tako, no, jaz mislim, da ne vem, jaz sem bil na CGS Labs, meni ni bilo žal, pa upam, da bo še našel energijo za podobne dogodke tudi v prihodnje. No, se mi pa zdi, da tako je bil letos, ko je bil bolj kot ne dopoldne, pa se je končal v eni taki zmerni uri, to je tisti prav recept. No. Ja, definitivno. Mislim, da CGS Plus je bil tudi nekako na ta način organiziran. Zanimivo je predvsem tudi to, da sta bila v isti konferenčni dvorani v Kristalni palači v Ljubljani. Ja, stvar je zanimiva, sicer oba CGS-a, Labs in Plus imata po eni strani podobno strategijo ali pa v bistvu neko vizijo, po drugi strani se pa razlikujeta v usmerjenosti, ne vem, ali bolj v infrastrukturo ali pa bolj v visoke gradnje. Vsaj jaz to zadevo tako vidim. Ne? Ja, se pa najbrž motim. Letos je bilo pač prvič takole, zato je bilo tudi malo zmede, tudi zaradi same lokacije, ne, ker je bila pač ista. Ampak jaz mislim, da bo itak zdaj v naslednjih letih, če bo še našel voljo, no, da bo samo še boljš. No. Pa že letos so visoke standarde postavili, tako da se veselim. Ja, v bistvu sem pa prepričan, da to bo še kar naprej živel. Ne? Mislim, ni tako, da so bile to enkratni dogodki. Ne? No, ampak pustimo zdaj to, gremo naprej. Pa je bil pa en tam, ker pa niso bila, v bistvu pa se mi zdi, da so to kar malo zamudila ali pa spregledala. Pa mislim, da je Gospodarska zbornica Slovenije organizirala drugo strateško konferenco za trajnostno gradbeništvo. In je odprla oktobrske, oziroma oktobra je bilo to, 2017. Mislim, da je sva tle morda kaj izpustila, bi morala tam biti, ali pa saj poročala tam. Tako da, ko bo tretja, bo bolj pazljiva na to. Ja, ko bo tretja, bo. Če bova vedela, no. Za njo. Bova že, jaz sem v bistvu spomnil, da sem neke maile dobival, ne? Ampak enostavno sem kar mal dal na stran, najbrž zato, ker ni bilo že v naslovu Bima, ampak ja, zdi se zanimivo, no? V bistvu saj pač ni bilo jasno vse samo o Bimu, ampak Bim je bil jasno tam opet v to neko trajnostno zgodbo okoli gradbeništva. In jasno, Bim se nekako tudi skozi to prodaja. Ne? Potem je bil pa pač še en dogodek, ker sem pa bila midva malo bolj udeležena, ali pa recimo najbolj od vseh teh do zdaj naštetih. In to sta bila pa Bimatlon pa CBIM konferenca 2017. Zdaj, letos je bilo to organiziran Bimatlon na naši fakulteti, konferenca je bila v Ljubljani, nama je to precej odgovarja ali pa olajša stvari. No. Ampak o tem smo povedali tako v Bimatlonu in v konferenci že veliko. Jaz bi sam rekel, da upam, da bo naslednje leto tudi tako Bimatlon kot konferenca naredila še korak naprej. No. Za Bimatlon bi si želel več udeleženih skupin. Za konferenco pa v bistvu neč, da bi šla po začrtani poti naprej. No. Tako, kaj pa ti? Ja, se strinjam. Ne? Zdaj mislim, da je treba
treba odkriti povedati, da je že enostavno en velik korak bi bil, če bi bile stvari objavljene in pač naznanjene dovolj zgodaj. Ne? To bi vsaj za biatlon zagotovil lažje, pač udeleženci se bi lažje organizirali in se jasno na to tudi prijavili in se nekako pripravili na to. Podobno velja najbrž tudi za Sibin konferenco, čeprav jasno oba dogodka sta konec koncev letos prav solidno izpadla, se mi zdi. Ja, mislim, glede na to, da sta bila res pozno najavljena, je po mojem izpada super. No. Tudi udeležencev je bilo zelo veliko. Ampak, kot si rekel, no, tisto, kar sem mislil, da se lahko kje izboljša, to je predvsem, kar se tiče najave, pa pravočasne najave, pa tako naprej. No, drugače pa pravzaprav niti nimam posebnih pripomb. No. No, na koncu je pa zgodba okoli teh dogodkov, novembrskih. V novembru smo imeli 3 dogodke, se pravi biatlon, Sibin konferenco in pa zdaj še zadnji, je pa ki je organiziral Hermes, z naslovom BIM nas povezuje, tam je bil Forbild predstavljen, pa recimo, da so imeli vsaj tisti deležniki ali pa v bistvu uporabniki Forbilda, recimo mogoče bolj priložnost povedati iz svojih izkušenj, kako vidijo BIM in kje so kakšne težave. Tako da je dogodek spet precej dobro obliskovan, za nekaj, kar je recimo morda bolj ozko zastavljen, ampak še zmeraj mislim, da je bilo zanimivo, da so bile stvari dobro povedane. Od tam smo imeli tudi ta zadnjega gosta, oziroma 2 gosta, v bistvu Andrej Potočnik je bil v bistvu prav z Hermesa, ki so ga imeli v začetku decembra, potem pa še Metod Gaber, ki sem ga tam spoznal, pa je bil pripravljen povedati pač stvari, kako izgledajo v praksi. Ne? To je bila prejšnja oddaja BIM pogovorov. Tako da s tem so se v bistvu dogodki tudi v 2017 zaključili. Kaj praviš? So bili vredni obiska v Robi? Jaz moram reči, da mi za nobenega od teh ni žal. Sem se spomnil, da sem bil še na drugih dogodkih. Ena je bila neka konferenca v Mariboru, pa to, ker sem šel gledati, če bojo kje omenjali BIM, pa nažalost niso. Bili so tudi eni drugi dogodki, vem, da si tudi ti se udeležil, ampak ja, ogromno je dogodkov. Zdi se mi, da so pomembni predvsem stališče, da izmenjamo informacije, da vidimo, kaj se dogaja, da se učimo na napakah drugih. Zato se mi pa tudi zdi pomembno, da so se letos prvič, vsaj jaz sem opazil prvič na teh dogodkih, začele pojavljati prve izkušnje z uporabo, prve težave, kako so reševali. In v tej luči bi še enkrat spomnil na predavanje Leona Van Berla, ki je bil gost na Sibin konferenci, ki je povedal tisto, kar si morajo vsi zapomniti, in to je, da morajo sami najti pot, na katerim lahko BIM pomaga, ne pa da skočijo v neke recepte, ki mogoče za njih sploh ne delujejo. Tako da, kar je zelo pogumno od človeka, ki dejansko živi od BIM-a, ker je pač v skupini, ki razvija BIM server. Tako da, mogoče razmišljate v tej smeri. Ne? No, kaj pa je to pomenilo za BIM pogovore v letu 2017? BIM pogovori, v bistvu malo sem zbral statistične podatke o tem, kako in kaj smo mi 2017 delala. In naštel sem v bistvu 27 oddaj. Zdaj, če grem malo pogledat, ker sem naredil tudi za 2016, ne, tako da imamo zdaj to zbran. Se pravi, 2016, ker smo začela šele aprila, smo imeli 20 oddaj, 2017 je bilo res tisto prvo polno leto, recimo tako koledarsko, smo imeli 27 oddaj, 23 ur programa, kar pomeni približno 50 minut, vsaka oddaja je dolga, ene so bile krajše, druge majčkeno daljše. Smo imeli tudi, mislim, da je ura pa 20 najdaljša oddaja. Vse skupaj smo imeli pa 21 različnih gostov,
ker mislim, da je zelo lep odstotek oziroma pač število gostov, se mi zdi, da je primerno. Nekaj oddaje so torej sama naredila, tako kot recimo tale današnja, ampak mislim, no, jaz bom tako rekel, ne, če je bil 2016 tisti zagonski, kjer sva recimo bila nekako navdušena nad samim procesom ustvarjanja teh oddaj, ne? Ali pa vsaj jaz, če svojega zase govorim, ne? Je to v 2017 morda v nekem času malo padal, pa se v bistvu morda pol spet dvignil v nekako v drugem polletju, morda ravno v nekako z roko v roki z temi BIM dogodki. Mene predvsem to veseli, da nimava v glavnem problemov najti gostov, ki bi bili pripravljeni sodelovati in deliti svoje znanje in izkušnje. Jaz bi sicer si želel, da je teh še več, predvsem pa v bistvu, in to je ena, morda če že pogledam malo leta 2018, predvsem, da se nekako neko sodelovanje z najnimi poslušalci v bistvu bolj nekako materializira skozi neke komentarje, dialog. Se mi zdi, da je to tisto, kar vsaj osebno se bom najbolj zavzemal za to, da se to ustvari v letu 2018, ne, če sam BIM pogovore pogledava. Ja, se strinjam. Ne. Zdaj, ko tele številke gledam, me kar malo groza, ne. Zato, ker vem, da če bo 23 ur programa, smo jih še ene toliko porabila pred pa po oddaji, pa ti še ene toliko, da si pa vse skupaj uredil, če ne več. V bistvu to sem ravno danes študiral, preden so tole začeli, sem rekel, ja, to številko bi mogel kar z ene krat 4 ali pa 3 do 4 krat pomnožiti, pa bi dobil dejansko številko, koliko časa sva za to porabila, ne? Ja, recimo jaz vsaj 2-krat toliko, ti pa verjetno vsaj 4-krat toliko. No. Ampak sej pravim, meni tega časa absolutno ni žal, ker vidim, da ljudje poslušajo. Ne. Mogoče mi je malo žal, da nobene kontaktira, pa mogoče pove, kaj bi želel, da izboljšava, kaj mu gre na živce, kaj mu je všeč, kaj ne ohranima, kak predlog. No. Tako da mogoče še enkrat poziv vsem poslušalcem, dajte se oglasiti. Mogoče povete, kaj vam gre na živce, mogoče sem vam jaz tečen. Mogoče opaste, da se Matej včasih jezik zapleta pri nagovoru. Ampak ja, dajte povedati. To sploh ni težko opaziti v bistvu, ne? Ne, meni je prav, mislim, jaz moram priznati, da vedno poslušam, če bo speljal. Če so pa take, no, mislim, jaz moram prikrojiti, moram jaz tale nagovor od začetka, ne, ker to informacijska modeliranja zgradb, pa pol še tiste informacijsko-komunikacijske tehnologije, se ni čujem, da se ti jezik zaplete, no. Ampak to si ti napisal. Ja, se vem, se zato pa pravim, da moram to malo spremeniti, ne. Bom rekel, ne, pogovarjamo se o BIM-u ali pa še o čem drugem. No, evo, za 2018, prvi predlog, ki so ga kar sama dala. Tako, no, drugače pa se pravim, vesel sem pa vsakega posebej, ki me pocuka za rokav na katerem od dogodkov, kjer se srečamo, no. Vidim, da kar precej poslušate, tako da upam, da bo tako še naprej, no. Ja, to bom rekel, ko sem razmišljal o tem, pa recimo o tem, da ni prav veliko komentarjev ali pa da jih sploh ni, ne. Bom rekel ne, ampak je pa en velik plus, da te nekdo prepozna na nekem dogodku, reče, ja, jaz pa poslušam BIM pogovore. Naj povem, da v bistvu ti si res kar tak top občutek dobiš v bistvu, da ja, to pa morda res ne delaš samo zase, ampak morda nekdo drug tudi od tega nekaj potegne, čeprav morda samo eno idejo ali pa tudi ne, je v bistvu, no, to je tisto, zakaj mislim, da je tole delava, ne? Tako, vsaj jaz za sebe lahko rečem, definitivno zato,
da se pogovarjamo, no? Da mogoče izmenjamo izkušnje, da vidimo, kaj se dogaja, da smo v stiku. Bom tako rekel. Jaz lahko tudi za sebe rečem, da sem se tudi letos ogromno naučil iz teh pogovorov, dobil malo občutek, kaj se dogaja, pa upam, da bo tudi naprej ljudje tako pripravljeni se oglasiti pa povedati svoje izkušnje. Ja, se strinjam, čist. Kot rečeno, mislim, da je stvar zdaj tudi po številkah naročnikov, pa ne vem, koliko jih je bilo na YouTubu, zdaj zadnjič sem gledal, jih je bilo 25 ali 27, super, mislim, za nek nišno zadevo, ki je dejansko živi na, ne vem, na različnih kanalih, praktično od tega, da se da na iTunes naročiti ali pa na v bistvu kjerkoli drug podcast player, znotraj kakšnega drugega podcast playerja, ki niti ne poznam, ki Androida ne uporabljam, pa do tega, da se da MP3 direkt do spletne strani poslušati oziroma ga povleči. Tako da ja, cel kup, in če bi se to združili, jaz mislim, da je recimo takšnih naročnikov, recimo sem prepričan, da jih čez 100 ali pa tam 120. Ne? Se mi pa zdi, da eno tako res nišno temo je to tako lepa številka. No? To jaz si zmer predstavljam 120 ljudi, ne? Če bi jih imel predavalci, študentov, 120, fantastično. Ja, to se ne dogaja več. To je bilo včasih, ne? Zdaj jih je 15, ne? Ali pa 30, ne? V prvem letniku. Super, delala bo še 2018, težila bo vsem tistim, ki jih poznava, da bojo prišli, ne? V goste. Tako da recimo, da greva na priporočila, taka bolj skoraj še novoletna. No, moja priporočila, no. Jaz sem našel eno super spletno stran, pa rečemo en zapis na tej spletni strani, kjer govorijo o osnovnih terminih z področja globokega učenja, ali pa če temu rečemo umetne inteligence, ali pa če bi rekli nevronske mreže, ali pa kakorkoli. Zdi se mi, da se bo v letu 2018 o tem govorilo zelo veliko, to če dalje bolj povezujejo tudi z BIM-om, tako da mogoče je čas, da vsaj te osnovne pojme razjasnimo, da bomo vedeli, o čem govorijo. No, in to je en zapis, ki govori o 10 najbolj pomembnih, kaj so to termini, oziroma pojmi, no, razlaga 10 najbolj pomembnih pojmov z področja globokega učenja v preprosti angleščini. Tako da priporočam vsem, jaz sem prebral, čeprav sem nekaj vedel o tem, zdaj se mi zdi, da vem več. Tako da. Ja, moram tudi jaz tole prebrati. Dobro si našel. No, jaz imam pa Robi ve, da koliko zdaj? 1, 2, 3 podcaste zadnje? Ne, 2 zadnja podcasta. Sem že v Apple Logic Pro X programu urejal. Do zdaj sem vse podcaste od začetka do pač recimo zadnjih 2 urejal v GarageBand programu. No, Logic Pro X je v bistvu tak profesionalen program za delati muziko. Da se jasno tudi podcast urejati, oziroma se to ni nič drugega. In po nekaj začetnih težavah, predvsem zaradi mojega neznanja, sem se zdaj ujel, upam, da se bo to konec koncev poznali tudi na sami kvaliteti zapisa in bojo poslušalci in boste poslušalci zaradi tega v bistvu tudi nekako lažje odposlušali do konca in na koncu je vedno kaj pametnega zapovedati. Ne? Tako da ja, Apple Logic Pro X za tiste, ki bi se radi ukvarjali z glasbo ali pa podcasti, vsekakor program, ki sicer nekaj stane, recimo 200 plus evrov, je pa dobra zadeva, da to ni neka naročnina, ampak kupaš in to, kar dela. Ne? In zdaj
po ne vem kolikih upgradih, še zmeraj v bistvu ni bilo treba nič plačati. Ne? Tako da to je velik, recimo to gre čisto v drugo smer od vseh tistih Adobe naročnin za takšne profesionalne programe. Ok, to je moje priporočilo. Mislim, da so s tem zaključila. Robi, v luči tega, da naj morajo poslušalci kaj kontaktirati, pa povedati mnenje, s čim se strinjajo, s čim se ne strinjajo. Morda lahko tudi predlagate, jasno, poslušalci, gosta, ki bi ga radi slišali. Ali pa se sami predlagajo. Absolutno, to tudi velja. Tako da, kje te lahko poslušalci kontaktirajo? Še vedno bo najhitreje, če mi pišete mail na robert@klinc.net ali pa me poiščete na Twitterju, pa bomo tam začeli se pogovarjati. Pa tebe? No, meni najlažje kar na spletni strani matevždolenc.com. Tam bojo tudi vsi ostali linki, tudi na BIM pogovore, ki so pa še vedno na spletu, Facebooku, Twitterju in na YouTubu. Mislim, da sva s tem to prvo oddajo v letu 2018 zaključila, pripravila k koncu. No in veselim se že naslednje oddaje. Ta je tudi že posneta, samo še obdelati moram, tako da bomo imeli pa, boste slišali enega zelo zanimivega gosta. No, Robi, adijo. Adijo.